Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Gorjah že tradicionalno praznujejo. Kdaj? Seveda na svetega Jurija, ki je patron njihove cerkve. Tukaj se zberejo številni konjeniki iz okolice in iz celotne Slovenije. Sam duhovnik pa jim posveti tudi žegen za srečno hojo, za srečen vzpon v celotno leto. Prihajajo tudi kočije, na kateri se pripelje sam župan Peter Torkar s soprogo in tudi ostale kočije. Zaigra pa seveda godba Gorje. Lep pozdrav župan občine Gorje, Peter Torkar, na ta čudoviti dan in na to tradicionalno prireditev v Gorjah. No, resnično je na Zelenem raju pod Triglavom v občini Gorje ta dan res posvetil posebno pozornost tako sonce kot sama narava in pa vsi lastniki štirinožnih prijateljev, konj, ki so jih izvrstno in zelo imenitno pripravili in pripeljali na žegen svetega Jurija, ki je naš zavetnik farne cerkve v Gorjah. Ste pričakovali toliko konjenikov in pa veliko gledalcev, kar se jih je nabralo danes? No, na vsak način moji prijatelji in prijateljice iz konjske družbe, namreč dolgo leta sem bil tudi sam lastnik konj in sem se tudi udeleževal konjenic širom po Sloveniji. No in lahko rečem, da so prijatelji še zmeraj pridejo na naš Jurjev semenj, zato je tako številna udeležba. No in vaša prireditev traja kar 2 dni. Kaj se je dogajalo v soboto? Nedeljo prireditev, kaj pa v soboto? Veliko spremljevalnih, športnih in pa kulturnih dogodkov v samem prazniku Jurjev semenj. V soboto je bil Jurjev kros, spomladanski kros. Potem smo gostili tudi košarkarsko tekmo med Bosanskim Malgajem in pa ekipo občine Gorje. Prodaja na stojnicah domačih izdelkov in pa veselica, ki se vedno potegne v jutranje ure. In z današnjim dnem se potem prireditev zaključuje. No, Cerkev farnega patrona pa obstaja. Cerkev farnega patrona Jurija ostane, tako da bomo vsako leto tudi ta semenj ponovili. Lahko pa rečem, da vsaka lepa stvar se mora enkrat zaključiti. Pa vendarle vabilo velja za naslednje leto vsem, ki to gledajo na gorenjski televiziji. Hvala župan in zdaj prijetno zabavo naprej. Tudi vam. Lepo pozdravljeni, Slavko Judež, župnik v Gorjah. Pozdravljeni, danes. Kakšni so občutki po tej čudoviti prireditvi in to je prvo vaše žegnanje konj? Ja, zaenkrat zelo lepi, čudoviti konji, konjeniki, vsi, ki skrbijo za konje, organizacija, tako da zaenkrat ja, zelo, zelo lepo. Ste si predstavljali, da se udeleži toliko konjenikov iz vseh koncev in krajev? Ja, so mi že prej povedali in tudi takle lep dan, čudovito vreme je privabilo in pa seveda organizacija, pa najbrž tudi tradicija, tako da ja, zelo lepo. No, sveti Jurij je patron farne cerkve tukaj v Gorjah, zagotovo ste imeli že sveto mašo? Ja, že v četrtek smo praznovali cel dan, zjutraj mašo, potem izpostavljeno najsvetejše, tako da smo imeli že v četrtek celodnevno praznovanje, pa še seveda danes maša z narodnimi nošami in pa zdaj še ta blagoslov, tako da čudovit dan. Glede na to, da ste novi župnik v Gorjah, ste se že privadili in so se vas parani že navadili? Zaenkrat zelo, tako da sem zelo hvaležen vsem, ki zame skrbijo. Upam, da so se mi tudi ljudje, da ne bojo trpeli. Tako da zaenkrat ja, res vse super, sodelujemo z občino, z društvi. Hvala lepa in srečno. Enako. Pozdravljeni v Gorjah. Odkje ste prijahali z vašo kobilo? Z Bohinjske Češnice, z Bohinjskega kota. In koliko je stara vaša kobila? 18 let. Vedno se udeležujete te tradicionalne prireditve tukaj v Gorjah? Ja, ta 3 let zapored že. Kako skrbite za vašega konja? Ja, kapen ga dio je, futrati treba, pucati treba.
jahati treba z njemu, da deva, da je navajen devati, da ne trapa. Pač socializirati je treba žvala. Ne? Kako ga umirite, če je nemiren? Če je človek miren, bo konj tudi miren. To je to. In kakšno hrano mu dajete? Sno, zdaj pa malo že zelen ratuje. Pa tudi kruh? Suh ga dobil čas, ko kar preboljšk, ja. Pa korene, pa kakšne jabka, pa kaj tažga. Super. Živijo. Kako je ime temu konju? Tale je pa Misi. Iz kje pa prihajata? Iz Gozmartulka smo prišli. A z Martulka ste? Aha. Pa se poznate s Klinarjem? Ne vem, Zbilce. Ja, vse. Seveda. Kako ste vam zdi tale prireditev? Super je bilo, zelo dobro so zorganizirali, sproščeno. Kako je ime temu konju in koliko časa ga že imate? Živijo. Misije, tale je, mislim, da 6 let stara, tako da je že 5 let pri nas. Ja? Kje ste jo pa dobili? Iz Avstrije je prišla. Ja. Kako skrbite za njo? Pa vsak dan se jih kida, češe, jaha čim več ali manj po terenu. Kako se vam pa zdi danes tukaj na prireditvi? Pridete vsako leto? Super je, ne? Zdaj že par let nismo bili, tako da letos smo šli bolj v akcijo po konjenicah. No. A se udeležujete še kakšne druge prireditve? Drug teden imamo še srečanje konjenikov 3 dežel v Ratečah letos. Živijo, Oskar, kako si kaj? V redu sem, kako pa vi? Jo, hvala, jaz sem v redu, tudi tako kot ti. Povej mi, ti si že mlad konjenik. Kdo te je navdušil za konjeništvo? Moj ati, ki je že dolg let konjenik. Pa se ti zdi to lepo? Uživaš ob končku? Ja. Kako pa mu je ime? A temu? Ja, temu, na katerem sva To zdaj. je Vera. Kdo je pa izbral tako lepo ime? Lipicanci so ga že v Lipici izbrali ta ime. In se še kdaj takole odpravaš s tem zapravljivčkom pa koniček? Ja, tudi kdaj. Tudi? A pa si vsako leto na tej prireditvi tukaj, Ja, sem ja. ob Svetem Juriju? Ja. A res, včeraj si se tudi udeležil tele prireditve, menda si bil tekač? Ja, sem bil, ja. Kako je pa bilo? Zelo v redu. In kakšna je bila trasa? Dobra. Kaj to pomeni? Od kje do kje ste tekli? Tam smo imeli štart in smo tekli okoli kapelice, ki je na obočnici, okoli kapelice in nazaj do štarta. Ja, bravo, uživaj še naprej s svojim konjem. Hvala, enako. Povej mi, koliko je stara tale kočija? Ta kočija je stara 150 let. In je še zelo ohranjena. Kako skrbite za njo? Dobro smo jo Restaurirali ste jo, ja? Ja, pa popravili. In izgleda, kot bi bila nova, ne? Ja. Bravo. Vi ste pa domačina, ne? Ja, jaz sem pa Gorjanc, tako rekoč, a ne. To recimo vasi okoli gori, a ne, to Ja. je kar dosti vasi, a ne. To je isto kot Bled za okolico Raja, a ne. Veste, tle pa... 10 mesecev zima traja. Ja, ne, to je pa v Bohinju. To je tako, recimo, jaz sem pa pobočju Mežakle, sončna stran Mežakle, vas Perniki. Ja, poznam. A ne, to je na dolino Radovna. A ne. Poznam. Povejte mi, kako je ime temu vašemu konju? Ja, to je pa Lisa. Lisa, ta mala, ponica je pa Maurica. To imajo pa vnuki čez. Se večkrat odpravite takole s kočijo? Tako ne. V glavnem to je tradicionalno, da gremo tukaj gorje. Imamo več hladnokrvnih, čistih rodovniških kobil imamo. A ne? Tako da enkrat ena ima žrebeta zdaj, ta je mlada kobila, res. Ja. 3-letna, čudovita kobilca. Žena je tudi ljubiteljica preko konj, pa ta mlada, pa tako da smo kar, pa govedorejska kmetija drugača, ne. Imamo tudi mlečna proizvodnja, pa izdelki mlečni, pa predelava, pa to, tako da živimo z naravo. Skratka, ste kmetje z vsem srcem, živite z naravo. Tako, absolutno. In kaj kmetje, živite zdravo, ne? To pa tudi kaj, premalo se zavedamo danes, da kaj so kmetje, kaj so kmetija. Skrbimo za naravo, za okolje, za izgled, za
turizem, za vse to. Tako je. A ne? Tako da predvsem premalo je tega. Tudi sami smo premalo samozavestni, kaj predstavljamo. A ne? Tako da to je kar zelo moramo poudarjati. Jaz sem še v Zvezi govedorejcev, vse ste pasmi Slovenije in te stvari zelo poudarjam. A še kam drugam hodite na prireditve? Drugače gremo tudi recimo kot na Štefana, Blejska Dobrava. Ampak to je zimski čas, december, je bolj negotovo vremena pa to. Tukaj preko zdaj na julija, takle čas je pa zelo idealno v gorjah in pa res prav fino. Super, hvala vam za tale pogovor, pa še veliko užitkov in dobro delo na kmetiji. Pozdravljeni, vi pa prihajate iz Voma. Ja, tako je. Se vsako leto udeležite te prireditve? Ja, vsak let. Kako bo ime vašemu konju? To je pa moj Hajduk Ibn Fatah, ljubkovalno Hajdi. Kako je še mlad? 8 let ima. Kako skrbite za njega? Pa, dobro. Je potrebno veliko treninga? Ja, fajn je, da je majhna jahaš ali pa ne vem. Se udeležite večjih prireditev, gotovo ni ta edina? Ja, se kar udeležim veliko konjenic pa takih prireditev pa kakšna dirka jih tudi vmes. Kako ocenjujete tole prireditev v Gorjah? Meni je super, plac je dober, ljudje so dobro, za vse je poskrbljen, pijačo, hrano. Precej Tržičanov je danes tukaj, vi pa ste iz Podljubelja, pozdravljeni. Zdravo, živo. Ervin, kako ste prišli? Od doma, peš, jahal. Dolga pot. Za tako pot je potrebno kar veliko treninga. Koliko ga imate drugače z vašim konjičkom? Ja, 3-krat na teden je vsak dan, kar mora biti. Kako mu je pa ime? Amen. 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 Je licenciran žrebec. Koliko je pa star? 13. Kako ocenjujete prireditev? Zelo v redu. Imate, obiščete drugače še kakšno drugo prireditev? Pa Sveti Štefan za decembra ponovadi, drugače pa ne. Pa tiskam imamo razstavo Rabcev na grad Prestrank, izpeljem. Greste zdaj spet nazaj, peš ali sedaj malo drugače? Peš. Uživajte s tem vašim lepim konjem. Hvala lepa, hvala enako. Nahajamo se na prostoru, na Juriju Mosmanu, na prostoru Soteske Vintgar, z nami pa predsednik turističnega društva Gorje, dr. Janez Poklukar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Vaša naravna Soteska Vintgar je odprla svoje vrata obiskovalcem. Ja, seveda, tako kot vsako leto, tudi v letošnjem letu prihajamo z novostmi in to je okrepljen avtobusni prevoz tako iz glavne postaje na Bledu kot iz glavnega parkirišča pri tovarni Lip na Bledu. Hkrati smo ukrepili naš program Vintgar za otroke in pred 14 dnevi smo odprli tudi ukrepljeno oziroma prenovljeno gostišče Jurček na Homu, tako da seveda letos s temi 3 novostmi ponovno odpiramo Sotesko Vintgar. Obiskovalcev je zagotovo dovolj, saj se morajo prijaviti preko spletne strani, da lahko obiščejo. In kakšna je tista dnevna kapaciteta, ki se lahko pride v Vintgar? Na podlagi seveda uredbe Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je izdal jasno določilo, da je na dnevni bazi lahko 2290 obiskovalcev v Soteski Vintgar, hkrati pa lahko največ 245 prisotnih na Soteski Vintgar. To v celoti izvajamo in seveda se že veselimo tega urejenega sistema. Po drugi strani pa smo seveda prilagodili tudi transfer za to do Soteske Vintgar, tako da nihče več ne parkira neposredno pred Sotesko Vintgar, temveč na urejenih parkiriščih ali na Bledu, odkoder vozi brezplačni šatel, ali na glavnem parkirišču pri tovarni Lip. Hkrati z uredbo pa smo seveda prilagodili tudi vse transferje do Soteske Vintgar, tako da pred samo Sotesko Vintgar ni več neposrednega parkiranja, temveč je to možno na Bledu, na vseh javnih parkiriščih ter na glavnem parkirišču turističnega društva
pred tovarno Lip Bled in od tam seveda redno vozijo avtobusi, tako da ti avtobusi so brezplačni in vabim vse, da se pridružijo na teh transferih in obiščejo Sotesko Vintgar. No in ko pridejo na parkirišče Podhoma, je tam potrebno, da poskrbite za varnost, da vsak obiskovalec dobi čelado. Ja, zagotovo smo v zadnjih letih naredili pomemben tudi napredek pri sami varnosti v Soteski Vintgar, kajti klimatske spremembe povzročajo vse večjo erozijo na pobočjih Soteske Vintgar. Zato smo že pred leti uvedli tudi obvezno nošenje čelade ob obisku Soteske Vintgar. Hkrati pa smo v zadnjih letih tudi izdatna sredstva investirali v dodatno zaščito pred plazenjem kamenin in vsega ostalega v Sotesko Vintgar, in po drugi strani tudi zaradi ves čas potrebnega obnavljanja obnavljamo vso potrebno infrastrukturo v Soteski Vintgar, kot so mostovi in ostalo, tako da vsak let smo aktivni, kadar v času zaprte sezone, in tudi v zadnjem letu smo namenili za to skoraj 1 milijon evrov. Hvala lepa vam za tale pogovor in seveda se vidimo v Vintgarju. Seveda hvala za vse to, bi pa izpostavil, da v maju s občino Jesenice uveljavljamo nov produkt, to pa je 2 naravni lepoti in pa 1 trajnostna pot, kar pomeni, da lahko seveda z brezplačnim avtobusnim prevozom pridete iz glavnega parkirišča na Lipu na Bled, ko si ogledate Sotesko Vintgar, v jeseniške Rovte na ogled Narcis in obratno, se pravi avtobus bo 3 vikende v maju, 9. 10. maj, 16. 17. maj in pa 23. in pa 24. maj brezplačno vozil v obe smeri. Ustavljal se bo na vseh rednih postajah tudi na Jesenicah, tako da vse Jeseničane tudi vabim, da se pridružijo in se seveda na ta način brez posebnih angažmajev z osebnimi avtomobili, temveč z brezplačnim transferjem turističnega društva Gore in pa občine Jesenice pridružijo in seveda izkoristijo te lepe dni.